Vse, kar morate vedeti o proračunu Evropske unije. Kdo ga sprejema? Predlog letnega proračuna pripravi Evropska komisija. Svet Evropske unije sprejme stališče o predlogu proračuna, vključno z morebitnimi spremembami, ter ga v odločanje pošlje Evropskemu parlamentu. Kakšni so viri financiranja? Večino tega denarja zadnje leto okrog 3/4 sredstev se zbere na podlagi virov, določenih na podlagi višine bruto nacionalnega dohodka držav članic. To pomeni, večji, ko je BDP države, več prispeva, ne? Potem pa še okrog 12-13% teh virov prihaja z naslova DDV. Ostalo so pa te tradicionalni lastni viri Evropske unije, kot so pobrane carine, potem prelevmani in pa podobne dajatve na mejah. Katere države prispevajo največ? Največ prispevajo v absolutnem smislu te največja gospodarstva, to so Nemčija, Francija, Velika Britanija, tudi Španija. Kako velik proračun je EU imela lani? Lanskoletni proračun EU je znašal 145,59 milijarde evrov. Kako EU porabi denar? Odhodki so v proračunu opredeljeni v 6 postavkah, in sicer pametna in vključujoča rast, trajnostna rast, naravni viri, varnost in državljanstvo, Evropa v svetu, uprava in nadomestila. Za pametno in vključujočo rast je EU lani dala okoli 67 milijard evrov, za trajnostno rast nekaj manj kot 60 milijard evrov, za varnost in državljanstvo 2 milijardi. Za postavko Evropa v svetu je EU lani namenila skoraj 8,5 milijarde evrov, za delovanje uprave skoraj 9 in za drugo nadomestila pol milijarde evrov. Koliko denarja v proračun Evropske unije prispeva Slovenija in koliko denarja počrpa? 2015 je, da Slovenija prejela iz proračuna dobro milijardo evrov, ne? Medtem ko je v proračun Slovenija leta 2015 vplačala tam okrog 390 milijonov evrov, torej leta 2015 je saldo Slovenije pozitiven, torej smo neto prejeli iz proračuna okrog 680 milijonov evrov, ne? Letošnji proračun Evropske unije je sicer vreden 155 milijard evrov.